Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič-Gajnar. Temo tokratne oddaje bomo namenili vrednotam. Zato smo v studiu povabili patra Karla Gržana. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Gospo Leonido Zalokar, dolgoletno direktorico Zavoda Planina. Dober dan. In pa gospoda Sebastiana Kristoviča, profesorja in prorektorja na Univerzi Alma Mater Europaea. Lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za udeležbo. V novicah vsakodnevno poslušamo zgodbe o nasilju med mladimi, o slabih praksah, goljufanja, o lažeh, o preprodajah drog. Zato se velikokrat vprašamo ob takih novicah tudi, kje so vrednote, kam so naše vrednote šle, kje smo se znašli kot družba, kako te vrednote predajamo zanamcem. Za začetek, gospod Gržan, kaj so vrednote sploh še v današnji družbi? Ja, vprašanje je res, kaj je vredno, ne? Mislim, da je osnovna vrednota, da živimo v medsebojni spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti. To je osnova. Ampak na tej osnovi pa potem lahko gradimo tisto, kar je dejansko polnovredno in kar je majčkeno manj vredno. Sam osebno razlikujem med tistim, kar razveseli in med tistim, kar osreče, ne? Razveselijo te zunanje stvari, darila, recimo v teh dneh imajo določeno vrednost, ne, simbolno vrednost naše medosebne naklonjenosti, ampak osreči pa dejansko tisto, kar osrči. To je pa živi stik, to je pa odnosnost, to je pa tista živa prisotnost, ki nas notranje opolnomoči in nam da potem tisto moč, da se lažje soočamo s tem, kar je v življenju zahtevnejše. Mislim, da je problem tudi v tem, da ne uporabljamo besed razločevanja. Sreča ni veselje in veselje še zdaleč ni sreča. Je pomembno to, kar nas razveseli, recimo te lučke, ne? Ampak tisto notranjo svetlobo, tisto notranjo prijetnost, tisto notranjo polnost, tisto notranjo srčno in duhovno potešenost pa prebuja sočutna bližina. Pa so to lahko živali, so to lahko ljudje, je to odnos z svetim, karkoli je v obnebju srčanja. To se mi zdi zelo pomembno. Zato se lahko zgodi prav v teh dneh, ne, da nekdo ob vsej zunanji bleščavosti ne doživi tiste polne notranje izpolnitve in potešitve. Koliko je te notranje polnosti med današnjimi ljudmi sploh še, gospa Zalokar? Kaj vi opažate pri otrocih, tudi pri starših? To, kar je gospod povedal, vse drži. Žal pa to, tako ko je tež doživljam, jaz sem generacija baby boom. To so 60. leta prejšnjega stoletja. In je neprimerljivo z sedanjim obdobjem, s sedanjem otroštvom otrok, kar mi opazujemo in kar gledamo, ampak ta svet smo seveda ustvarili odrasli. In v sedanjem svetu, to, kar lahko opazujemo z vso digitalizacijo, odtujenostjo, individualizacijo, pomemben sem jaz, govori se seveda, to je dejstvo, ne, da se pogovarjamo o narcisistični družbi, o porastu psihopatije, ne, in da v bistvu vrednote so, če mene vprašate, na deklarativni ravni zapisane povsod. Mi imamo polna usta vrednot in k čemu sledimo in tako naprej na papirju. Ampak, ko pa pogledamo, kako živimo, tako odrasli kot otroci, kot mladi, je pa to kontra temu, kar mi propagiramo. Ne? Torej, ta odtujenost, ta brezčutnost je prisotna in to opažamo že desetletja. In meni je recimo še vedno nepojemljivo, to je dejansko, to so druge generacije, to je drug pogled na svet. Recimo, če gledam otroke, pogled na starejše, ne, tukaj lahko z lučjo iščeš sočutje, empatijo, da bo, a veste, jaz imam še vedno to ugrajeno še iz otroštva, ko vidiš starejšega človeka, ga pozdraviš, na avtobusu ustaneš. Mislim, to, ne, ta brezčutnost je meni najbolj strašljiva in nevarna za celotno človeštvo, to odtujenost in seveda poudarjanje sebe in mojih pravic in mojih zahtev, ne glede na druge. To. Iz kje to izhaja, da postajamo taki kot družba, kar je zdaj gospa Zalokar opisala, da je vse več te brezčutnosti? Kdo je kriv? So to krivi telefoni, digitalizacija ali to kriva vzgoja staršev?
Velikokrat se danes reče, da živimo v krizi vrednot. Zdaj jaz nekako na ta slogan ne pristanem. Jaz mislim, da je v krizi človek, ki ne živi po vrednotah. Vrednote so pravzaprav nadčasovne in takšne, kot so bile pred 100 leti, 500 leti, bodo tudi čez 100 let. Torej govorimo o tistih temeljnih, fundamentalnih vrednotah. V krizi je pa dejansko človek, ki se ne drži vrednot, ki teh vrednot ne živi. Pater Gržan je že nekoliko omenil, ne? Kaj je vrednota? Vrednota je tisto, kar je vredno. Če živiš po vrednotah, živiš vredo in tudi v nekem redu. Torej, vrednote so z drugimi besedami, da bo mogoče malo bolj razumljivo rečeno, kot nek princip delovanja, princip življenja. Zdaj, zakaj danes živimo v takšnih časih, kot živimo? Vzroka je gotovo več, seveda od enih družbenih omrežij, zaslonov, ki nas oddaljujejo. Sam velikokrat rečem, da se danes mladi zbirajo, da so skupaj sami. Bolezen sodobnega časa je prav gotovo osamljenost. Torej, toliko družbenih omrežij, toliko povezovanja, mnogi ljudje niti na WC več ne more biti brez telefona. Jaz veliko delam na področju vzgoje in izobraževanja, starši povedo, moj otrok lahko lula na kahlici, kaka na kahlici, samo če gleda YouTube v zaslon, naš ne more jesti, če ne gleda nekam. Skratka, v krizi so odnosi, v krizi so te temeljne vrednote. Zdaj, zakaj do tega prihaja? Zato, ker svet odraslih tega ne živi. Kolegica Leonida je rekla, sedaj so druge generacije, so druge generacije, ampak v resnici pa niso, oziroma druge so v tolikšni meri, kolikor smo jih drugačne naredili mi, torej odrasli, družba. V prvi vrsti pa so prav gotovo tukaj starši, ki nosijo temeljno odgovornost, kajti mi se moramo zavedati, mi ne moremo pridigati vrednot in jih učiti kot nek predmet. Frankl je dejal, vrednote se lahko samo živijo in to vedno potegne. Torej, svet odraslih bi moral mlademu človeku, otroku predstavljati neko zdravo avtoriteto, torej moralno avtoriteto, vzor, ideal. To se pa pokaže, začuti utrip samo z življenjem. In mladi ves čas preverjajo odrasle, najstniki še najbolj svoje starše, jih vedno dajo na en preizkusni kamen, ali to, kar ti hočeš, me učiš in pridigaš, ali ti to res živiš, ali jaz to res vidim v tvojem življenju, ker jaz te gledam in tu se goljufat ne da. Tako da v prvi vrsti je tukaj svet odraslih tisti, ki nosi temeljno, fundamentalno odgovornost in neka vzgoja za odgovornost. Jaz mislim, da to je najdragocenejši kapital, ki ga lahko da vrtec, šola, v prvi vrsti pa starši otrokom, ki so jim zaupani v tem delu poti. Tudi vi vidite odrasle kot tisti fundament, tisti, ki bi morali najprej živeti vrednote, da jih lahko potem v resnici tudi prenašajo, da so za vzgled. Veste kaj, samo osebno vidim, da nas zelo učinkovito kradejo. Ne? Nam kradejo pozornost, manipulirajo z nami. Tako dejansko so starši eni od tistih, ki so žrtve te manipulacije. Ne? Prej sem omenil, je veselje pa sreča. Ne? Kaj starši lahko naredijo, da ne bodo žrtve te manipulacije? Zelo težko. Najprej bi mogli ozavestiti manipulacije, ne? Da nas nekdo krade iz medsebojne pozornosti. Ne? Ampak veste, ta konkurenca živi prisotnosti je zelo močna. Tu so not ugrajene posebne frekvence, tu so posebne barve, tu so kratka sporočila, to je kar naprej neka nova informacija. Kako zdaj temu konkurirati? Ne? Gre v bistvu za zavestno odločitev. Prva pa mora biti ozaveščanje, da nas kradejo iz medsebojne pozornosti. Ko bomo pa ozavestili to manipulacijo, se bomo pa morali zavestno odločiti za tisto, kar nas bo osrečevalo, ne zgolj razveseljevalo. Veste, danes je svoboda odločitev. Če se mi zavestno ne odločimo, da bomo svobodni od določenih stvari, ki nas kradejo iz medsebojne srčnosti, bomo ugrabljene osebe. Je iluzorno misliti, da smo svobodni. Potem bomo podlegli enkrat tej bleščavosti, drugič tej zanimivosti, tretjič temu in preprosto časa ne bomo imeli, kajti ti tatovi pozornosti, veste, tu je ta črna psihologija, ki deluje v zadje, ki zelo domisli, na kak način nas bodo odtujevali oziroma pritegovali k
določenim interesnim vsebinam. Ne. Se pravi, rak rana današnje družbe in razpadanja teh vrednot je torej v prvi vrsti res ta digitalizacija, ki nam krade to pozornost. Kaj pa na drugi strani morda tudi to, da prakse v primeru, da nekdo naredi nekaj slabega, se velikokrat zgodi, da ne odgovarja, da za slaba dejanja ni nekih posledic, konsekvenc. Kaj pa s tem? Ni verjetno sam telefon tisti, ampak so verjetno tudi taki zgledi tisti, ki pravijo, če goljufanje se izplača. Tukaj je sklop določenih dejavnikov, ki so povzročili to, kar pa zdaj živimo, in ni prijetno, in ni udobno, in ni varno. In ni sočutno, ni človeško. Mislim, to je na celi črti lahko spremljamo propad vseh vrednot, propad civilizacije. Resnično drvimo v dno, ker vam moram povedati, jaz se včasih počutim iz drugega planeta, ko nekaj gledam in nekaj poslušam in se vprašam, pa kdo je tukaj nor? Ko se zagovarjajo oziroma tudi počnejo določene stvari, za katere nihče ne odgovarja, ali se jih skuša umiliti. Mi smo doterali do točke, kjer je žrtev bolj zaščitena od storilca, kjer smo prisiljevani vsi, ki delamo z žrtvami, da sočustvujemo z storilcem, da iščemo olajševalne okoliščine, da v bistvu dejanja, ki bi morala biti kaznovana in sankcionirana, niso, ker je pač sočutje bolj usmerjeno na drugo stran. Če pa nekaj rečeš, da bi bilo treba nekaj sankcionirati, nekaj omejiti, si pa v bistvu v tej permisivni nebulozi in ideologiji označen kot preveč kaznovalen, kot preveč, strikten, oziroma tako, jaz se dostikrat počutim kot z drugega planeta. Ker smo dejansko doterali do tega, da je v našem prostoru vsaka omejitev smatrana kot grob poseg v človekovo duševnost, vsaka prepoved, uničevanje otrokove duše in tako naprej. A veste, in tako kot je gospod Gržan rekel, je dejstvo to, danes biti starš je katastrofa. Jaz si tega sploh ne predstavljam. Mlad človek dobi otroka zbombardiran z raznimi ideologijami, ki so daleč od bistva vzgoje. Saj starši ne vejo. Večina niti ne ve, kaj je prav, na kakšen način naj reagirajo. In tako kot je kolega rekel, vse v redu in prav manjka pa nekaj. Manjka poguma. Poguma več ni, ker si nihče ne upa po mizi usekati in povedati, kaj je prav in kaj je narobe. V tem je problem. Mislim, bom zdrava kmečka pamet, jaz ne moram drugače tukaj povedati. In je norost to, da niso obsojeni, da so izpuščeni, da so kazni za huda, nasilna, sprevržna dejanja minorna in se potem človek res vpraša, pa kaj se mi gremo? Pa kaj se mi gremo? Ampak včasih so pri teh stvarih rekli, da če si dober, delaš dobra dejanja, se dobro vrača, se veste te modrosti stare, da moraš vendarle tudi delati dobro zato, da se boš sam dobro počutil, če se moraš ne nazadnje pogledati v ogledalo, je boljš, da imaš čisto vest in greš mirno spat. Ampak zdaj se zdi vsem, da obstajajo ljudje, ki grejo mirno spat, kljub temu, da jim marsikaj leži slabega na duši. In tudi to je nek tak... Tako ti rekel gospod Nida, dobro je biti dober, ni pa dobro biti dobričina. Ko pa ti dejansko v imenu neke sočutnosti z nekom, ki počne nedopustno, dejansko dopuščaš nedopustno in iščeš v ozadju razloge, medtem ko on še vedno deluje nedopustno, je pa, bi rekel, sprevrženo strani tisti, ki bi morali ukrepati. Popolnoma. Recimo, in to je to, da imate potem nasilne, že sprevržene na šoli, otroke, ki se bojijo pa doma. Ker sistem ščiti storilce. Oprostite, tako je. Tudi vi vidite, da so zadeve, da smo zašli, da smo, kar se tega tiče, kar zašli v brezno, kot je rekla gospod Zalokar. Ne bi želel biti tako črnogled, ampak pač to so dejstva, življenje kaže, recimo tudi to, da je v zadnjih 25 letih se duševno zdravje otrok mladostnikov poslabšalo za 70% do 19. leta, za 70% v zadnjih 25 letih. In tukaj se odpira eno zelo zanimivo poglavje in sicer ali človekove odločitve, odnosi, ravnanja
vplivajo na kakovost življenja ali ne. In torej novejši pristopi na področju psihoterapije se ukvarjajo ravno z tem, da tudi moja dejanja, moji odnosi neposredno vplivajo na kakovost mojega življenja, torej tudi na duševno zdravje. Torej ni vseeno, kako živim, kako se vedem, v kakšnih odnosih sem. K prejšnji temi bi dodal samo tole, ne. V šoli Josipa Broza Tita se je družba naučila snađi se, torej znajti se treba. In tudi še danes, včasih je bilo tega veliko, ampak tudi sam veliko delam na področju vzgoje in izobraževanja, še danes mnogi starši rečejo svojim otrokom, uči se, da ne boš rabil delati. To pomeni, iz druge strani to pomeni, kdor dela je bedak, ti se pa uči, pa se dobro znajdi v življenju. In to se mi zdi ena taka velika stranpot in tudi mlade generacije vidijo pravzaprav to prevrednotenje vrednot po Nietzschejevo povsod. Če pogledate svet politike, svet gospodarstva, mislim, mi javno vemo, da so milijoni bili ali pa milijarde ukradeni in nič ne sledi. Določeni osebki so pač nedotakljivi in mladi to vidijo in se to učijo. Mi smo jih naučili, mi bi jih morali naučiti, v življenju treba delati dobro in prav. Zakaj? Zato, ker je to tako prav. To nas je naučil eden največjih genijev vseh časov, Immanuel Kant, kategorični imperativ. Torej, treba delati dobro, tudi če se ti ne izplača. Torej, mi se pa držimo normativa, da uživaš in se imaš fajn in da ti pride prav. In mi danes živimo v skrajno zindividualizirani, egocentrični, pravzaprav narcisistični kulturi. Jaz vidim samo samega sebe. Mi, myself and I. Vstopam pa v odnose kolegovske, prijateljske, celo partnerske, zato ker meni pride prav oziroma mi pašajo neke tvoje lastnosti. Biti v odnosu ali pa ljubiti pa pomeni ne samo, da tebe dam na prvo mesto, ampak da te tudi tebe sprejemam takšnega, kot si v celoti. Ne zaradi tvojih lastnosti, ampak zaradi tega, kar ti si kot človek. Tu pa že prihajamo na področje empatije, sočutenja drugega, ki je nekako temelj vseh odnosov. In ki jo izgubljamo empatijo. Sem to povedala, procent je še hujši. 70% je bilo iz te študije NIJZ-ja, to je v času od leta 2008 do 2015 je bil porast duševnih vedenjskih motenj 71%. Po covidu pa verjetno? Seveda, je pa še več, plus 50% pa zdravil je bilo več. Ampak to je bilo pred covidom. Zdaj procent še hujši in tudi vse študije, tuje empatije ni. Najbolj povedna je pa ena študija, ki so jo Američani delajo po desetletjih glede navezanosti, varne navezanosti. Varne navezanosti, ki je ključ za sočutje, za navezanost, za prosocialnost, praktično izginja. Jaz se lahko navežem, ko govorite o teh odstotkih, tudi porast antidepresivov in drugih zdravil. Če mi štiri gremo do psihiatra, pa rečemo, da smo malo utrujeni, pa malo žalostni, malo to, bomo takoj recept dobili. Namesto, da bi dobili recept, pejte vsak dan 20 minut, malo v zrak, pa malo dihite, pa malo se pogovarjate. Ampak ta porast teh zdravil med mladimi je zelo zaskrbljujoča. Kako tega verjetno včasih ni bilo. Tukaj bi jaz res upozorila, na netu je čudovit doktorat naše doktorantke, mislim Slovenke, medikalizacija družbe. To je vredno pogledati, medikalizacija družbe, primer otrok z ADHD-jem. Mislim, pogovoriti bi se bilo treba o ADHD-ju, o depresiji, o vsem tem, kar se danes tabletka, namesto da bi se z drugimi načini in postopki uravnavalo oziroma... In da bi se vzroke razreševali, ker so vzroki verjetno čisto popolnoma nekje drugje. Ja, jaz sem enkrat že javno povedala, pa zdaj tudi, saj verjetno oblastniki uživajo v tem, da so ljudje bolani pa na tabletkah. To je lahko voditi. To je lahko voditi in obvladovati. Več, ki jih bo na tabletah, boljše bo za njih. Bolj vodljiva družba. Tako je. Tako je. Tako kot sem prej rekel, svobode odločitev. Meni je kar težko, če se vozim recimo iz Luč proti Celju, v času, ko čakajo dijaki na avtobusni prevoz in jih vidim na avtobusni postaji, praktično nikoli ni nihče v živi komunikaciji, v odnosnosti, ampak se repo zrejo predse ali pa gledajo v ekran. Ampak ta ekran, veste, da zgolj informacijo. Ti polni
tvojo glavo z nenehnimi novimi informacijami in zanimivostmi, ni pa tega odnosa, ki bi te notranje stabiliziral. Vi ste mi predodajo lepo pokazali, ne, mamico, ki drži otročiča, ki je povezana. Ne. Mi rabimo to povezanost, mi rabimo živi stik, mi rabimo objetost. Ne. In če ni živega stika, so potem tablete kot substitut tega živega stika, ali kako vi sam potem je to slepa ulica. Potem to pomeni, lejte, mi lahko gremo v totalno tabletizacijo družbe, mi se moramo strezniti in si reči, mi se več tako ne gremo. Ne? Tudi jaz, recimo tam, ker živim, imam štalo, imam hlev, ker rabim živi stik z živalmi, imam stik z zemljo, imam živi stik z ljudmi in to me opolnomoči, me dela psihično stabilnega. Če bom pa zrl samo v neke ekrane, same neke informacije, se bo začela pojavljati tesnoba, kot je rekla gospa Leonida, bom šel v doktorci, ona bo predpisala nekaj za boljše počutje, ampak to gre potem... Začaran krog. Ja, ne, in se še bolj pasivizira. Tako, še bolj, ja. Včasih je bila, vi ste prej navezali, delo. Delo je bila vrednota. Med Slovenci je zmeraj bila visoko cenjena vrednota. Zdaj pa, ko se pogovarjaš med mladimi, pa vidiš, da v bistvu, tako kot ste vi rekel, vsi bi se znašli, hitro prišli do denarja, bili bi vsi nekako brez dela ali pa zelo minimalnim vložkom, ali milijonarji, ali direktori. Nekega truda pa v to se ne vlaga, ne? Ker v bistvu, ko ti nekaj delaš in imaš to zadovoljstvo od tega dela, to je v bistvu neka vrednota, to te opolnomoči dati srečo, zadovoljstvo, to, kar ste vi prej rekli. Ampak zdaj, kako mlade prepričati, seveda, kar imajo vse na dostopu. V narcisistični družbi je pa to slabost. Otroci zdaj vse na telefonu dobijo, oni so v hipu, lahko v Ameriki, v hipu, ne vem, mogoče z rudarjo kripto, tiste valute, a ne? Še problem je, da ko pride otrok v proces izobraževanja, pade v kalup. Izobraziti pomeni iz obraza iti, iz osebne identitete izhajati. Ko bomo mi vsakega otroka ovrednotili na področju njemu danih talentov, ni zgolj, to razume zgolj orodje, ne, da si ti nekaj dobro zapomniš. To vrednota in to, kar ceniš, oceniš. Prav, da to oceniš. Ampak bi moral pa oceniti tudi tiste otroke in jih ovrednotiti, ki pa imajo mogoče poudarjeno čustveno inteligenco ali pa praktično inteligenco. Ne? Nekateri zelo radi delajo, ne? Jim je to vrednota, ampak če si ti ocenjen samo po pomnjenju, ne pa po tistem, kar je tebi dani talent, torej izobraziti, iz osebne identitete izhajati, ovrednotiti otroka na njemu danih talentih, to, kar zmoreš, ga tam spodbujati in usposobiti za dopolnjevanje in sodelovanje. Da pa padejo v koncept splošnega ocenjevanja, v katerem prevladuje izključujoča tekmovalnost. Eni so povzdignjeni, drugi so ponižani. In tisti, ki ima recimo praktično inteligenco, pa ne bo tako bleščal v ne vem kakšnem umovanju, ni prepoznan kot vreden. In dejansko je padel v frustracijo. Jaz mislim, da so, gledajte, danes vse institucije, ne, v izjemni priložnosti za metamorfozo in za preobrazbo. Ne. Tudi moja institucija, kakor tudi izobraževalne institucije, predvsem vidim izobraževalne institucije, da imajo dva izziva. Prepoznati slehernika in potem ne biti dobričina, ampak dober. Tam, kjer je tvoje področje, treba delati in takoj vzpostaviti koncept dopolnjevanja, ne? Kjer bomo drugemu podporni elementi v družbi, kjer bo tisto dopolnjevanje samoumevna vrednota in pa kvaliteta. Zdaj pač izključujoča tekmovalnost, kar ne vodi v dobro. Dobro. Kako vi to komentirate? Šolski sistem bi bilo treba potem tako spremeniti, ne? Popolnoma na druge temelje postaviti vse skupaj. Ja, bi se kar navezal. Par let nazaj z svojo raziskovalno skupino smo naredili temeljiti, poglobljeni, celoviti načrt za temeljito
res fundamentalno prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, kajti problem je v tem, kar je že Pater nakazal, da smo mi celoten vzgojno-izobraževalni sistem zreducirali na pomnjenje, ocene in točke. To pomeni, učitelj pride noter, nekaj pove, oni se naučijo, dobro ponovijo in dobi dobro oceno. Zdaj ta logika se v veliki meri že preselila na fakultete. Naloga fakultete ni samo, da se prenesejo učni izidi, cilji, kompetence na študente, kot rečemo, torej ne da se jih nauči misliti, ampak ključni moment je, da se jih nauči, kako misliti, torej tudi ustvarjalno, kritično in tako naprej. In v okviru te raziskovalne ekipe smo tudi naredili specialistični študijski program logopedagogike, zdaj že vpišujemo tretjo generacijo, torej holističen pristop v vzgoji in izobraževanju, da se učitelji, vzgojitelji opolnomočijo z novimi pristopi in z novimi metodami. In kar je ključno, je bilo to, da smo se postavili ne na začetek analize, kaj je vse narobe, kako je črno in tako naprej, ampak pravzaprav na konec in smo iz konca pogledali na začetek v smislu, kakšnega človeka, osebo mi želimo, ko zaključi vzgojno-izobraževalni sistem. Ali po koncu šole, ali po koncu srednje šole. Torej, mi smo v vseh teh točkah, diamantnih maturantih, zlatih maturantih, preprosto pozabili na človeka. Mi javno nihče ne upa govoriti, koliko kokaina, koliko poživil se konzumira v obdobju mature. Koliko hospitalizacij, koliko agresije, kaj se vse dogaja z mladimi. Mi samo vidimo in glorificiramo in kadimo točke in zlate maturante, nihče se ne vpraša za kakšno ceno. Nihče se ne vpraša, kako se naši mladi počutijo. A so srečni, a so zadovoljni, pa ne mislim v nekem čudnem New Age smislu, ampak življenjsko, a čutijo v svojem življenju nek smisel. To nas pravzaprav očitno ne zanima. Ne na sistemski ravni, ne na politični, ne na strokovni ravni in tako. Velikokrat smo starši tudi problem s temi pričakovanji, ki jih družba seveda umetno ustvarja, a ne pa delaš primerjavo svojih otrok z ostalimi otroki, delaš že primerjavo med ocenami, koliko je pisal sošolca, on je pisal več kot ti. Na ta način se nekako starši bojijo za prihodnost svojih otrok, ja pa se ga moramo spraviti do službe, spraviti ga je treba do kruha in se potem v tem boju tudi tekmovalnosti staršev med starši pojavlja to, da se pozablja na otroka, kako se počuti. Nitko enoznačno. Nitko enoznačno. Mi, ko smo delali tudi študijo staršev, treba je vedeti nekaj, da današnji mladi so, mislim, tretja generacija permisivno vzgojenih staršev. In starši so različni, ne pozabite razslojenosti. Družba je vedno bolj razslojena. Kapital obvladuje vse. In to, kar jaz opažam že desetletje in več pri mladih, je vse povezano z ugodjem. Vse je povezano z užitkom. Če ni ugodja, če ni užitka, se jaz tega ne bom lotil, me ne zanima. Mladi sploh pri permisivno vzgojenih staršev, otroštvo, kako poteka, seveda brez frustracij. Poteka na način, da otrok niti nima časa začutiti potrebo, da otrok niti nima časa začutiti pomankanje, me razumete? Ker je zasut že naprej z vsem, ker starše skrbi, da mu bo dolg čas, ali kaj? Ne, da ne bi česa imel, da mu ne bi bilo hudo. Starši delajo osnovno napako in to je to, treba se je v družino ozreti. Starši delajo osnovno napako, da skušajo otroku olajšati, olepšati in odstraniti vse ovire. In zato ni nič čudnega, da ko pridejo ti otroci tako vzgojeni v prvi razred osnovne šole, ne znajo sedeti, ne znajo biti pri miru, ne znajo čakati v vrsti, oni so carji, oni so, in potem to je sprevrženost. Vse naloži šoli. Kaj ne, učitelji, kot da te otroci ne bi imeli staršev. Točno tako se mi pogovarjamo. In jaz sem javno rekla, nazaj, mogoče en mesec nazaj, ta vlada si upa, kar je meni čisto v redu, kaznovati lastnike psov s 1000 evri, če imaš psa na verigi. V redu. Torej, koliko bomo kaznovali starša, ker bomo videli, da je otrok na tablici, otrok je star pa 2-3 leta. Koliko? 2000 evrov? A imamo primerjavo?
Mislim, Očitno ga ne bomo, ne? Kako smo sprevrženi. Res. Otroci so nezaščiteni, marsikaj se dogaja v družinah, nihče ne posega, a ne? Gledamo lahko evropsko razvite države, kaznivo dejanje slabega starševstva, direktive staršev. Nemci in ostale države imajo recimo v šolski zakonodaji samo en stavek, ki se ga naša politika seveda ne upa dati. Ne? Starši so dolžni sodelovati šolo, pika. Kaj pri nas? Učitelji se lahko po kolenih plazijo, centri socialno delo prosijo, da bi privabili. Me razumete, prositi jih je treba nekoga, ki bi mogel tam biti in sodelovati in početi stvari, ki jim stroka pove. Ampak mi to puščamo, ker dejansko ni poguma. Lažje je tako, da je vse v redu in navzven, vse v redu, kot da ukrepamo. Zdaj vedno tako, tudi v odnosih. Če začnemo odpirati to, kar je bilo prej rečeno, to, kar je rekel kolega, to je vse res, vse na lepo, pa zlati maturente in to. Koliko je nasilja otrok nad lastnimi starši, smo imeli možnost poslušati v Mariboru Mladi in kriminal, nasilje otrok nad starši, koliko imamo prepovedi približevanja s strani otrok do lastnih staršev. To se vse nekako omiljuje, minimalizira, skuša prikazati statistika, ne, ampak mi vemo, se delamo z njimi v zavodih, vemo, kaj se v družinah dogaja, hodimo, mobilna služba hodi v družinah in nas resnično lahko skrbi, ampak uradna statistika, to, kar se pa prikazuje, so pa cesarjeva nova oblačila. Bi rekli. Ali je bilo tudi, ste hoteli nekaj povedati? Ko poslušam to, sem se spomnil, sem dolga leta delal z mladimi v komuni, skupno srečanje na Razborju, pa potem v Kobilju. Jaz bi dejansko vsakemu mlademu kot neko iniciacijo privoščil 1 leto bivanja, ampak zelo domišljeno koncept. Sam koncept za pomoč odvisnim je izjemno dober, ampak zdaj pa, da bi dejansko tem mladim pomagali vstopati v odnose, prepoznavati samega sebe, da bo dopolnjevanje, sodelovanje, samoumevnost, bi jim res privoščil kot kurativo, kot pomoč, 1 leto bivanja v takšni komuni, v taki neki skupnosti, kjer bi se uvedli v te dodane vrednote, dodane kvalitete, ki jih zdaj pač ne dobijo. Oni zaštartajo, dobro, po osnovni šoli že v marsikaj so že utečeni, ampak tisto leto bi bila pa res kot iniciacija, usposobitev za ene žlahtne, odgovorne, spoštljive medsebojne odnose, ker je to dopolnjevanje, ker je koncept sožitja zelo dobro utemeljen. To večkrat razmišljamo o tem, na nek način, kako pa zdaj to presekati, kaj narediti. Jaz sem pa brala, zdaj pa ne vem, mogoče boš ti vedel, kje v Skandinaviji, kjera država je tista, ki ko pridejo otroci v 1. razred, sploh nimajo pouka. Ampak se učijo, to sem jaz nekaj brala, pozabila, pa to je to. Pa to je to. In se 1 leto učijo samo o odnosih med sabo in delajo te trdne temelje, da potem ostala leta preživijo tako, kot je treba. Doživljajska pedagogika, ne zgolj teoretična, da vstopajo. Ni pouka. Da preprosto poosebijo določene vrednote, ki so vredne v medsebojnem sožitju. Zdaj ta praznični čas, Božič, družinska srečanja, velikokrat se na teh družinskih srečanjih potem vsa ta problematika zgrne na mizo, seveda, in velikokrat pride tudi do precej hude krvi, ravno zaradi tega, ker smo toliko odtujeni zdaj eden od drugega in potem je ta božična večerja nekako tudi v nekaterih družinah že skoraj prisila, da se skupaj sedajo in da se tisto uro malo pogovarjajo in gledajo. Kaj v takih odtujenih odnosih sploh narediti? Kako sestaviti en tak večer, da bo miren in prijazen? To so takšnim vprašanjem se včasih rekli, ki terjajo odgovor za $1 milijon. V redu. Moramo se zavedati, da to, kar govorite, je simptom. Bistveno je pa, kaj je izvor. Torej vemo, da je največ družinskega nasilja, zlorabe drog, alkohola, stisk, osamljenosti, tudi samomorov, ravno med prazniki. Božičnimi, velikonočnimi, ki so daljši, in pa v obdobju dopustov.
Zakaj? Ker pride ta bolečina vsa na plano? Tudi en del, ampak problematika odnosov, ne? Ker med tednom je ritem, služba, nekdo po otroke, nekdo v trgovino, torej smo v nekih funkcionalnih odnosih, ne znamo pa živeti skupaj. Danes imamo turizem v vesolje, vrhunska tehnologija, vse digitalizirano, ne, vse to smo dvignili na zelo visoko raven, ampak aplikacije za odnose pa še nismo naredili in je tudi ne bomo. Ne. Pater je večkrat prej omenil srčnost, srečo. Če pogledamo srečo v glagolniški obliki, sreča je srečanje. Torej sreča je v srečevanju. Jaz ne morem samega sebe zadovoljiti, jaz ne morem samega sebe osrečiti ali osrčiti, z besedami patra Karla. To pomeni, najlepše stvari se zgodijo vedno v odnosu. In mi imamo najbolj potranjene, najbolj deficitarno področje so ravno medosebni odnosi in to nam prazniki kažejo vedno znova in znova. Drugo vprašanje pa je, kaj se iz teh simptomov znamo in kaj se lahko naučimo in kaj se tudi bomo naučili. Ja, ne znajdemo se, ne pride tako imenovani sveti večer in se ne znajdemo, ker nekrat, ker ne znamo dejansko komunicirati v teh, bi rekel, v tej odnosnosti. Ne? Zato jaz priporočam staršem vsak večer sveti večer. Ko preprosto svoboda je odločitev, ko odložimo to, kar nas krade in si pripraviti nek prijeten večer, v katerem si zastavljamo nefunkcionalno vprašanje, kaj bomo naredili, a si to ali to, ampak doživljajska. Kaj te je danes razveselilo, kaj te je prizadelo, kako si pomagaš, ko si recimo v šoli pa si v stiski, kaj ti to pomaga, torej zastavljati doživljajska vprašanja. Tudi pri nas doma so bilo vprašanje predvsem funkcionalne. Zakaj? Ker starši so bili preutrujeni in so preprosto, a si opravil ti svoje dolžnosti. Premalo pa je bilo teh vprašanj, na podlagi katerih bi se človek, otrok, mladostnik naučil izražati svojo doživljajsko resničnost. In res priporočam, ne, danes je božični dan, včeraj je bil sveti večer, vsak večer naj bo tisto, kar nas svetli, kar nam prinaša prijetnost. Takrat se ne rešujejo problemi, takrat se imamo fajn. Starši pripovedujejo otrokom svoje neumnosti, kako jih je življenje izučilo, ne po neumnostih, kakšna igra, kaj zvem kaj, predvsem pa vprašanja, ki so zgolj doživljajska, nič funkcionalnega. Da nam je toplo in da nam je prijetno v naši notranji resničnosti, v doživljajski resničnosti. Ker veste, zelo težko je biti sirota v krogu domačih, ne? Zato ker zgor je vse na funkcionalnosti, premalo pa na tej osebni doživljajski resničnosti. In funkcionalnost, to funkcionalnost nas skozi sili družba, ne? Skozi zahteva družba nekaj od nas. Ja, in mi na to pristanemo. Preživeti je treba in mi na to pristanemo. In mi na to pristanemo. Pater je večkrat omenil besedo odgovornost. Ja, jaz na to pristanem. Starš na to pristane, da da otroku tablico v roko, da mu da telefon in da ga spusti v sobo, ker s tem potem več nima dela. Pozabljamo pa na hranjenje otroka. Ni samo, da mu daš hrano, ampak otroci danes, mladi, so česa žejni, česa so lačni. Lačni so čustvene navzočnosti, povezanosti, ljubezni, da te nekdo res vidi. To je pa danes za nas največji problem. Preprosto biti skupaj. Gresta dva na kavo v gostilno, videvamo skozi, en gre na WC, kaj naredi prvi? Je na telefon. Ključna stvar, kaj moraš takoj pogledati, ker se nekaj zgodilo strašno pomembnega. Zato bi dal konkreten izziv, recimo, da v prazničnih časih recimo ugasnemo televizijo, da odložimo v neke predale te zaslone in smo preprosto drug z drugim. Mogoče, če se v oklepaju vprašamo, a mi danes sploh še znamo praznovati? Če izzamemo alkohol, če izzamemo hrano, a mi še sploh znamo praznovati? A se mi sploh znamo veseliti? A se znamo, gospa Zalokar? Ne. Ne. To je vse res, ne. Otroci povejo, tudi jaz bi... Vi v Zavodu Planina imate verjetno kar vprašati, ne, kdo je mene recimo v otroštvu vprašal, kako se počutim, kako sem preživela dan. Ampak a ste kaj pisali, kakšna ocena je bila? Če ni bilo dobro in to je isto danes, otroci povejo, ne, da v bistvu nikogar ne zanima, kako se počutijo. A se kaj lepega zgodilo? In tako, ne, tega res ne, vse je tako storilnostno naravnano, vsako v svoji sobi. Mene bolj skrbi nekaj drugega, ne.
Mi vsi vemo, ne, vse raziskave kažejo, kakšne posledice nosijo ekrani za okvaro možgan, trajne posledice. Mi vse vemo, vse piše, starši to vedo, vse je znano. In jaz, ko slišim to, kar edino naša politika zna, ali pa neki strokovne avtoritete v narekovaju, ne, treba jih je ozaveščati. Ja, več se pa reže ne da. Več se pa reže ne da. Od pediatrov do šolnikov ozaveščamo na veliko. Starši delajo po svoje, ker so tudi sami zasvojeni. Ali jim pa ni mar, se ne zavedajo posledic. Potem, ko je prepozno, ker to so zombiji. Tako kot ste vi rekel, ko jih vidite, ne, to so zombiji. To so brezčutni, na ekranu ga vzameš, dejansko znorijo, ne, se so vse študije narejene. Torej, ve se, starši so ozaveščeni oziroma se dosti naredilo, pa tega ne upoštevajo. Kaj sedaj? Ne? Jaz bi želela živeti v Avstraliji. Zdaj. Kaj so, ja. Ja. Ker to, kar sem jaz rekla pred leti, da bi skinila vsa omrežja, da bi TikTok skinila, to untretne. Ja, to je bilo grozno, kaj sem jaz izjavila. Pa to je nova realnost, so rekli. Oprostite, moja ne. In ne bi rabila biti. Če bi nekdo si upal po mizi vsekati, pa reči, to damo lahko stran, ker brez tega lahko živimo in bolje živimo, a ne? Od ničesar ne bodo naši otroci, kako se reče, da bodo prikrajšani. Kvečemu dobrobit je to za njih, je treba tako gledati. Ne? Sam prepoved pa na drugi strani spet prinaša potem željo po hlepenju. Poglejte, treba je potem pa pristopiti k temu, kar je bilo prej rečeno. Ne, mislim, veste, čim se nekaj reče, kaj bi bilo dobro, je takoj, tako kot ste vi zdaj naredila, ja, pa to, potem se pa nič ne naredi, pa imamo to, kar imamo. Zato, ker se nobeden nič ne upa. Potem, šele takrat bi bil podstat, da se pristopi k temu, kar je zdaj, prej pa ne. Oprostite, ne? In Slovenci kot majhen narod, žal, mali narod, ne? Čakamo in gledamo, kaj delajo drugi. Vedno. Ne pa, da bi Slovenci nekaj naredili prvi, pa bi rekli, bomo mi se zgledovali po Sloveniji, ker si nihče ne upa. Ne. Zakaj si pa ne upamo? Zakaj smo tak narod, da si ne upamo? Še to zadnji vprašanj pa bo. Oba sta izpostavila predloge, ki ste jih že dali pred časom, ne? Pa niso že skoraj da 20 let govorim samo o tem. Enako vi, ki vas poslušam. Torej, zakaj ne poslušamo ljudi iz prakse, ki to, kar svetujejo, utemeljuje tudi znanstveno strokovno. Ne? Zakaj je politika oziroma tisti, ki so odločujoči, dejansko ustrajajo na konceptih, ki so uničujoči za mlade. Ne? In za družbo. Ja, vam povem en primer. To je bilo leta, in to je javno dostopno na spletu, mislim, da je bilo leta 13-14. In smo brali v Dnevniku, italijanski minister za izobraževanje je znoril, ker otroci v šolah snemajo in objavljajo posnetke na spletu in tako naprej, da to pa ne gre. In on je čez noč prepovedal telefone. Čez noč. In mi gledamo druge države, jaz to govorim, jaz sem fašist, jaz sem kaznovalna, jaz sem ne vem kaj, penološka, sam rečem, taka klima je pač pri nas, ne? Pri nas veste, kaj se je dogajalo. In potem je novinarka vprašala takratnega državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, kaj zdaj so ostale države prepovedale telefone, a bomo tudi mi pri nas to naredili, a dajte na mir, bojo šli starši v left. To je bil odgovor državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje. Torej, pri nas nekaj narediti, se ne gleda dobrobit otrok, kaj bi to dobro prineslo, ali bo všečno, kako bo to politično izvenelo, a bomo pol kaj narobe naredili v luči volilcev, ne vem. Nekako tako imam jaz občutek, ne? Ker se ne gleda korist otrok. Absolutno ne. Niti ne korist družbe, ampak korist kapitala, ugodja. Ja. Yes. Gospod Kriste. Rdeča nit današnjega srečanja so vrednote, ne? Tako je. In v najtesnejši zvezi z vrednotami so tudi kreposti. In mi poznamo 4 kardinalne kreposti, in ena izmed teh je srčnost oziroma pogum. In politiki, torej tisti, ki odločajo, ki dejansko ima, a veste, mi imamo ogromno raziskav, govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu, o tem ni več debate. To je res 20 let nazaj še smo debatirali, pa so bili eni nejeverni, danes je to jasno, črno na belem. To pomeni, tisti, ki imajo škarje in platno v rokah, bi morali biti
pogumni in delati tisto, kar je prav, tudi če je včasih težko. Torej, ne samo konformistično, da bom všečen, ker tudi starš ne more vzgajati po logiki všečnosti otroka. Ker vsi starši, ki imajo več otrok, vedo, s prvim to je teklo, kot da ga nismo imeli. Ni bilo nobenih težav. Drugi pa je spravil vse za nazaj. Tam pa mučenje, muka, nikoli nisi vedno in tako naprej. Torej, individualni pristop. In tudi starš, ko vzgaja, je včasih pač nepriljubljen. Del vzgoje je tudi postavljanje meja. Vzgojna doslednost, tudi teženje je del vzgoje. Samo eno zadevo še mogoče, osebna izkušnja. V življenju sem delal z več tisočimi otroci, preko 6000. Vrsto let že vodim, organiziram ustvarjalno doživljajske tabore za otroke in pri nas so zasloni vsi prepovedani. To pomeni, ne da jih imajo v torbah, ampak na taborih jih sploh nimajo. In kaj je zanimivo, v vseh letih, izmed vseh tisočih otrok, v vseh letih nikoli niti en otrok ni rekel, da pogreša telefone, zaslon in tako dalje. Torej, Se da, če se hoče. Ja, ni stvar v tem samo, da jim vzamemo, ampak ključno je to, kaj jim bomo dali, ponudili tja namesto tega. Zasloni so prišli tja zato, ker je na odnosni ravni nastal bivanjski vakuum. Če si natočimo čistega vina, vsaki mami, očetu je lažje dati telefon, zaslon ali v restavraciji ali doma, kot pa se z njim ukvarjati in z njim biti v odnosu. In to je pravzaprav tisti vzrok, ker zasloni so prišli tja, ker tam nečesa ni, kar bi moralo biti. In kaj bi moralo biti? Živ človek, živa oseba, ki mu je mar, ki ga vidi, ki ga čuti. In tega so danes mladi žejni. Ker smo vendarle v božičnem času, božič je praznik družine, odnosov v tem najširšem smislu za tiste, ki so verni in ki niso verni, in je tudi praznik upanja in praznik novih začetkov in upam, da so te naše misli tudi komu, da nas spodbudo, da pa se lahko stvari zastavijo na novo, ker jaz mislim, da mora vsak starš, vsak odrasel, ki se ukvarja z otrokom, razmišljati, kaj lahko naredim, kaj je za otroka tisto najboljše. In to narediti z enim pogumom, odločnostjo iz ljubezni. Torej, za začetek, da bo lep božični večer, telefone na stran, za drugo leto, ker letos več ne moramo odnosov popravljati za nazaj, za drugo leto pa začnemo z januarjem graditi odnose, da otroke sprašujemo, kako se počutijo, kako se imajo, kaj doživljajo, ko dobijo dobro ali slabo oceno, ali med sovrstniki. Vsak večer sveti večer. Čas za srčanje, čas za bližino, čas za osebno vprašanje, kot ste rekli, ne za funkcionalna. Funkcionalna prej, zvečer pa osebna in imamo se fajn, mogoče tudi zavestimo, zakaj smo kljub vsemu lahko hvaležni. Ne? Ker mi smo tudi tu mogoče preveč šli skozi to negativno pedagogiko, takoj vidimo to, kar ni, kar še ni čisto tako, kot je, ko se drugemu zahvalimo za marsikaj, predvsem pa za danosti, ki so nam dane. Ker ta hvaležnost nas pol tudi notranje opolnomoči, da se lažje soočimo pa z napori. Ne? Torej res sveti večeri, ki krepijo, ki nas naredijo psihično stabilne. Dajmo se v tem pogovoru spomniti, če tistih, ki zdaj vidijo, da bodo težko zmogli čez te vse vzgojne prijeme, ki izgubljajo moč, upanje, da bo kdaj boljše, kako naj oni pristopijo, kaj naj naredijo, kako naj upanja ne izgubijo. Naj si sami privoščijo en lep večer. Ja, nekaj prijetnega. Si prižge svečko, vzame knjigo, mogoče ne vem, če ima možnost s kom v živo pripovedovati zgodbe, da ima poslušalca. Ja, vse se začne pri meni. Če se bo začelo pri meni, se bodo tudi drugi postopoma nalezli tega, kar prinaša srečo in ne zgolj veselje. Da ne bomo sam črnogledali, vi ste hoteli nekaj samo še dodati? Ja? Ko sem delal na področju paliativne oskrbe, sem se naučil ene velike modrosti, ki mislim, da je ena največjih modrosti na tem svetu, in to je, da so najdragocenejše, najpomembnejše stvari v življenju zastonj. Mi imamo zamegljen pogled in mislimo, da ne vem, kaj vse moramo imeti, da se bomo imeli fajn. Ne, najdragocenejše, najlepše stvari, ko ste omenili tisti, ki določeni stvari nimajo, so tiste, ki so zastonj. In to je odnos, bližina, da si z nekom skupaj, da se z nekom čutiš in tako naprej. In to mislim, da si danes lahko pravzaprav privošči vsak, ki se za to odloči. Kaj naj torej zaželimo gledalcem ob koncu tele oddaje, gospa Zalokar, v smislu vrednot? Pogum,
In recimo to, kar je pri meni se izkazalo pri delu starših kot zelo uporabno, je pa to, ne? Ali starši, ki pripeljejo otroka v zavod ali v privat praksi. V kaj želite, da odraste vaš otrok? Kakšne lastnosti vi želite, da bi vaš otrok imel kot odrasel moški, odrasel ženska? In običajno rečejo srečen, zadovoljen, deloven in ne? Naštejo in jaz to napišem na tablo. In pol jih povprašam, na kakšen način pa vi delate, na kakšen način pa vi privzgajate to, na kakšen način pa vi vzgajate, da bo on tak, in takrat se oni zamislijo. Ker ugotovijo, dostikrat rečejo, Madonna, se delamo vse narobe. Ne? Ali pa odgovoren. Na kakšen način mu privzgajate odgovornost? Če mu pa vse naredite. Ne? Ali pa delovnost, če vse naredite namesto njega. Ne? To jim v bistvu da malo zamisliti. Ne? Torej, kako moram vzgajati, da bo moj otrok tak, kaj jaz želim. Konec koncev tudi prosocialen. Torej, na kakšen način mu jaz privzgajam prosocialnost. Upanje za vrednote, za obstoj vrednot še obstaja? Absolutno. Vrednote so tam in čakajo na nas. Čakajo ravno na mene, da jih uresničim. Frankl je večkrat omenjal enega ruskega judovskega rabina, ki je rekel, kdaj, če ne zdaj, kdo, če ne jaz. In vrednote so tiste, ki nas vedno znova izzivajo. Kaj nas izzivajo? Da jih uresničimo ravno mi, torej da jih uresničim ravno jaz. In trdno verjamem, da spremembe v tem svetu na boljše se začnejo pri meni. In v tem času, zdaj nekako imamo zaključno besedo, mislim, da bi se veljalo usesti dol s seboj in se preprosto iskreno srečati s sabo in se vprašati, kaj si jaz v resnici v življenju želim in kaj mene v življenju dela srečnega. Kajti, če bom jaz našel ta stik s sabo, s svojim življenjskim smislom, poslanstvom, srečo, bom tudi drugemu lahko nekoliko v oporo, kajti drugi nas vedno gledajo. Če imamo pred očmi otroke, mlade pa še posebej. Oni hrepenijo potem, pokažite mi, kako naj živim eno smiselno, zadovoljno življenje. Tebe hočem videti. Primarno si ljudje verjetno želimo kar dosti istih stvari ali pa podobnih, a ne? Ja, sam sem velik optimist. Včasih tako za šalo rečem, ob ne vem kolikih megamarketih postavimo še 5 novih, da nam bo postalo slabo od tega, kar je navzven in da bomo končno zahrepeneli po tem, kar daje srečo v notrino človekovih doživljenj. In sem vesel, ker srečujem vedno več ljudi, ki se odločajo ob vsem, kar prinaša veselje, za dodano vrednost. To pa je tisto, kar osrči in zato tudi osreči. Hvala. Hvala vam za te misli. Vam pa želim lepe praznike, blagoslovljen Božič in nasvidenje do prihodnjič.